Živjo. Današnja tema je povratna informacija. Torej, kako dajati povratno informacijo svojemu sodelavcu, podrejenemu ali pa nekomu, ki nas za to vpraša. Fajn je vedno, da najprej malo potipamo teren. Kaj to pomeni? Da vemo, kaj dejansko oseba, ki je na drugi strani, ki nas je prosila za povratno informacijo ali pa jo pričakuje z naše strani, da nam pove, kako že ona to vidi. Ker včasih nas kdo povpraša za povratno informacijo z namenom, da ga pohvalimo. In če mi ga takoj začnemo kritizirati, lahko pride do zelo neprijetnih situacij. Zato je prvo pravilo za dajanje povratne informacije to, da je le ta samorefleksivna. Kaj to pomeni? Da rečem, kako pa ti vidiš to, kako se pa tebi zdi, kaj pa ti misliš, da bi bilo recimo to dobro ali da bi bilo mogoče še treba kaj dodati, s kakšnim namenom si me pa vprašal za to, da ti še jaz povem, ali želiš kakšen poseben zorni kot, da ti ga mogoče malo približam in šele ko mi vidimo, kaj druga stran od nas pričakuje, lažje usmerjeno damo feedback, torej, oziroma to povratno informacijo. Torej, nikoli ne bo takoj na prvo žogo, ker lahko pride, kot sem prej omenila, do neprijetnih situacij. In šele potem gremo na tako imenovano skupno vrednotenje. Potem pa pogledamo, kaj si on misli, pa kaj si mi mislimo in lahko navezujemo pogovor in s tem se v pogovoru zbližujemo. In ko nam je nekdo blizu, mi bomo njegovo mnenje bolj upoštevali. In je večja verjetnost, da če vi greste samorefleksivno v podajanje povratne informacije, da vas bo vaš sogovornik bolj upošteval, ker se bo čutil, da so si nekje bližje z mnenji. To je zelo pomembno. Seveda je pa zelo pomembno tudi, da ni preveč na koncu megle, ampak da le na koncu pa par zadev glavnih izpostavita in jasno in razumljivo, lahko tudi kakšen konkreten primer navedeta, kako naj se stvari rešijo. Še ena zelo pomembna zadeva pri povratni informaciji je to, da jo vedno treba tudi dati pravočasno. To, da nekdo že dela dlje časa nekaj, pa mu vi šele kasneje omenite, da to pa mogoče ni bilo najbolje, navadno ne bo prišlo do tega, da bi se ta oseba potem tako in intenzivno spremenila in tudi lahko mu bo neprijetno ob tem, a nisi mi mogel prej to povedati, oziroma zdaj že tako delam, zdaj sem se že navadil, zdaj sem se že naučil. Torej, gledajte, da bo res povratna informacija tudi pravočasna. In pa še ena zadeva. Zelo, zelo, zelo pomembna, meni se zdi najbolj, to, da je povratna informacija tudi dobronamerna. Če zdaj vsi pri sebi pomislite, vi točno dobro veste, kadar vam nekdo pove karkoli, ali je bilo to dobronamerno, ali to ni bilo. Verjemite mi, tudi ostali ljudje čutijo, ali jim vi poveste nekaj dobronamerno, ali jim poveste zato, da ste, naredili, kar so od vas zahtevali, da ste mu povedali, da mora delati boljše, da ste mu pokazali, da ste vi šef. To vse ljudje čutijo. In seveda na osnovi tega tudi se odzovejo. Mogoče bi izpostavila še, kako lahko umeščamo povratne informacije. 3 osnovne povratne informacije imamo. Ena je feedback, to, kar mi mislimo, da je edino, pa ni, obstaja še feed-in in pa feed-forward. Torej, če na kratko povzamem, feedback je to, da jaz povem nekomu, kako uspešno je nekaj naredil. Feed-in pomeni, da sem jaz nekomu razložila, kaj to, kar je naredil, kako to vpliva na celotno ekipo, na celotno organizacijo, in pa feed forward, kako jaz pričakujem, da bo on v prihodnosti to opravljal. In to so zdaj tako zelo kratka navodila o tem, kako uspešno podajati povratno informacijo. In prisluhnite, začutite sogovornika in vam bo lažje. Zdaj pa en lep dan vam želim. Srečno!